Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni v nebeško skopu za 2021. Začelo se je zanimivo, nadaljevalo se bo še bolj zanimivo. Skratka, definitivno je pred nami po letu 2020, za katerega smo vsi komi čakali, da gre. Smo zdaj tukaj na novi stopnički, a ne? Tokrat je bilo vprašanje za nebeško skop. Nisem jo pokazal naprej, to pomeni, da ne vem, kaj so sporočila po astroloških znamenjih. Upam, da kakšnega nam spustila. Bom si sproti mogoče zapisovala številke, da vidim, da sem 12 jih dala čez, ne? Skratka, tokrat bo sporočila prihajala kar takole malo sproti. Številni angeli so, ne bom točno mogoče določenega, bom za vsako znamenje povedala, kater angel bo s tabo delal, ampak zdaj, da bi pa rekla, kdo vodi vse skupaj, pa mislim, da je več angelov hkrati, pa da je tukaj, so tudi malo čarodejska bitja in tako naprej. Skratka, napovedala sem že sicer tale nebeško skop in sicer sem povedala, da če smo prej, torej v prejšnjem, če si mogoče spustila to vsebino, bi ti bilo dobro, da jo pogledaš, torej pomeni, da pogledaš nebeško skop na začetku decembra, kjer sem spregovorila o tem, kaj treba spustiti iz leta 2020. Mogoče, da začneš s tistim nebeško skopom, ker bi zelo dobro, ker je v bistvu tale nebeško skop nadaljevanje tistega in bi ti zelo dobro prišlo, da imaš oba dva pola, kaj moram najprej spustiti, zato da se mi potem aktivira nekaj novega dobrega. In to nekaj novo in dobro, to je pa tisto, kar želi zdaj vedeti. To pomeni, kjer potencial imaš letos, katere energije bi bilo dobro, da razvijaš in jim slediš glede na tvoje astrološko znamenje, zato, da boš lahko manifestiral, da bo čim manj lekcij in tako naprej. Pa dajmo, pa res smo, da bomo začeli januar, pa začnemo z januarci, pa dajmo s kozorogi, pa bodite kozorogi prvi. Začnemo s kozorogi. Kozorogi, z vami bo v bistvu delala nadangel Džofiel. Nadangel Džofiel je tista, ki prinaša zelo umirjene energije in vam sporoča, da česarkoli se boste lotevali, da dajte to delati z veliko mero potrpljenja pa miru. To pomeni, da se vam ne vklaplja v neživčnosti. Pa zakaj nisi to tako naredil? Zakaj nisi to premaknil? Ja, pa zakaj si tako rekel? Štekaš? Ne izsiljevati stvari, ne jih probati z unimi vašimi rogovi, ki vam sicer prinašajo samozavest, ampak ne se z njimi zaletavati v steno. Probite vsaka stvar, ki se bo dogajala, blazno tako, videla sem tako, da stoično stojite, ja, to, veš, kaj da jaz slišam tako, to bomo vse zrihtali. Štekaš? To bomo mi vse zrihtali. Mogoče te doskrat mogli parkrat zadihati, da bo to tako, tukaj vam malo Džofiel res zelo pomaga, pa parkrat na dan bi vam res svetovala kakšne dihalne vaje delati, ne? Ampak 2021 vam zna včasih vklapljati kakšno malo tako nervozo, pa bi bilo to škoda. Torej, ko vidiš, da nekaj hočeš znervirati, imaš nek projekt, hočeš nekaj zmanifestirati, je malo, da se ne dogaja v tvojem časovnem roku, zato, ker kozorok je napreden, ne? Ko te to prime, zadihi, pa si v glavi predstavlji, da sam tako se postaviš, to je to in to moramo zrihtati. Ful bi te svetovala te neke lepe mirne energije, videla sem tudi nek tak morski val. Dobar. Potem imamo vodnarji. Vodnarji, vi imate ful močno prisotno nadangel Haniel, tudi neke čarodejske svečenice, vidim, slišam, ne vem, kdo so sicer, ampak dobro, recimo, da bo Haniel vse skupaj vodila, če recimo angelsko sfero zdaj le zberem. Vi boste vodnarji letos, ste že do zdaj bili definitivno talentirani za kanaliziranje, predajanje sporočil angelov in tako naprej, pa vendarle vam bo šla ta sposobnost šestega čuta, predajanje sporočil iz kozmosa na še 100. potenco, preroške sanje, jasnovidnost, stvari, eterične energije, ki boste tudi fizično zagledali, kanaliziranje.
Jaz bi vam predlagala, da če se vam to polaga nekako v vaše naročje, bilo fajn, da to tudi razvijate, načrtno razvijate, da pogledate, zakaj se vam to daje, kakšen potencial imate, kaj imate v življenjskem poslanstvu in ni važno, kaj počnete, kje lahko to kanaliziranje šesti čut in to vse skupaj vklopite, ampak dobili boste ogromno teh darov prav kanaliziranja tega šestega čuta. Vam bi jaz potem lahko svetovala, če začutiš mene, imaš pri meni tudi Akademijo kanaliziranja, katera se 28.3. začne nas v duhovnem ateljeju. Bom naredila pa tudi marca, v začetku marca, bom naredila tudi spletno varianto. To pomeni lahko ali v živo prideš, pa imaš, ali pa delaš na spletu, kakorkoli že, ampak je tudi v živo. Tako to si lahko pogledaš ali pa kakorkoli drugače razvijaš. Ribice, da vidimo, kaj je pri ribicah. Pri ribicah sem zaznala Rafaela. Kako lepo. Ribice, ful se vam bojo zbudile terapevtske sposobnosti. Zdaj, a boš rabila terapijo samo zase, ali pa če lahko to še s svetom deliš. V 2021 bomo ribice rabili. Znale boste imeti ribice sočutno uho, znale boste povedati prave besede, terapevtske sposobnosti, mogoče tudi celo kakšna reiki, bioenergija se vam bo zgodila. Kle vam jaz težko pomagam, to ima naša Vita z intenzivnimi tečaji reikija, če si lahko gledate, ampak ful boste imeli terapevtskih darov, res prav neki angeli na zemlji boste. Res boste angeli na zemlji, in definitivno bi vam predlagala, da to razvijate. In če pomislite, katero terapijo rabim za sebe, ali pa bi lahko z njo pomagala drugim, takoj dobiš odgovor in temu odgovoru je tudi dobro, da slediš. Kaj da ste ribice? Ovni. Nadangel Mihael, dober. Vi ste, ovni, že prej bili sposobni ogromno nekih organizacijskih sposobnosti, pa vendarle sem vam tokrat, to me je malo presenetilo, sem se kar ustavila, ampak ja, ampak zdaj ste dobili še več tega. Ful boste dobili zmožnosti organiziranja dogodkov, združevanja ljudi. Podpirali vas bojo papirji, videla sem papir. To pomeni, da če rabite kaj podpisati, pogodbo za novo hišo, pogodbo za novo službo, pogodbo za novo kariero, odpreti firmo, papirji vas bojo blazno podpirali. Kakršnekoli dogovore boste hoteli dati na papir ali pa da gre čez papir, vam bo ful dober. Ful vam bo dober. Tako da definitivno vse, kar je organizacija pa papirjev, bodite na to pozorni in pejte za tem in ne rabite se ničesar bati. To vas bo ful podpiralo, isto kakšno lansiranje spletnih trgovin, spletnih strani, to vas vse podpira. To vas bo definitivno podpiralo. Ovni, Biki imate zelo prisotnega Merlina, imate pa tudi nadangela Sakiela, pa tudi Barakiela, nisem se mogla med njima odločiti, ampak zdaj, če gledam Sakiel, Barakiel, čarovniški nadangeli, kar pomeni, da boste imeli veliko stvari, ki se vam bojo rodile v mislih in bojo šle lahko v manifestacijo. V manifestacijo, to pomeni, da boste imeli, kako bi vam rekla, dotik zlata. To pomeni, česarkoli se boste dotaknili, se lahko spremeni v zlato. Definitivno boste imeli ful močne manifestacije, vendarle pa se čarodejsko gledano, tudi če gledamo čarodeje, ne bojo zgodile same po sebi. To pomeni, da boste mogli ful močno delovati in da boste mogli dati zemeljsko gorivo duhovnim talentom. Tako. Zemeljsko gorivo duhovnim talentom, tako da jaz bi vam priporočala vsaj za eno leto, pa ne se mi zdaj pritožati, malo več dela. To pomeni, da pogledajte, koliko zdaj trenutno delate na področju predvsem svojega življenjskega poslanstva in temu dodajte še, oni so rekli 30, jaz bom pa jazna, pa bom skompenzirala na 20,
ampak nekje do 30% dodajte dodatnega inputa truda. Pa vam bo šlo ful v močno manifestacijo in ful vas bo podpirala ta manifestacija v obliki fizičnega, kar pomeni tudi denarja, kar pomeni, da tudi lahko razmišljate tudi potem o nakupih novih nepremičnin, odpiranju novih poslovnih prostorov, kupovanju avtomobilov, investiranju v karkoli že pač hočete. Skratka, to vas definitivno podpira. Raki. Čaki, ne, dvojčki so še prej. Dvojčki? Ja. Sorry, dvojčki, skoraj sem vas preskočila. Dvojčki! In potem ste na vrsti raki. Dvojčki bi vam svetovala, imate zelo prisotnega Boga, kar energijo Boga. Vi dvojčki boste mogli letos imeti nove stvari, ker če ne vas bo to rutinsko, res, ful vas bo utrudil. Poglejte stvari, ki vam grejo na jetra, ne znam povedati drugače, ki vam grejo na živce, ki se vlečejo, razumeš? Dajte nekaj novega. Vam gre služba res na živce, tam vam skozi istimi stvarmi skače pogledati. Daj zameni službo, letos ti bo dober. Vse, kar je novega, pa čist drugačnega. Vi rabite prav spremembe. Rabite. Če ste bili do zdaj pol doma, bi bilo ful dobro, da greste na potovanja. A razumeš? To pomeni, da glih narediš manifestacijsko gledamo kontra, torej čist nekaj drugačnega od tega, kar si delal v predvsem letu 2020. Manjše 2019, ki mi lahko zajameš, ampak načeloma 2020. A ne? Tudi z ljudmi, ki ste imeli en odnos, pa ste na tak način delovali, recimo ste se ful kregali, zato, ker pač zemljani ne dojamejo, kaj ne naredijo, ker dvojček pa ima svoj princip, naredi gled kontra, pusti jih primer. A veš, pusti jih primer. A veš, da točno tako delaš, torej totalno spremembo, ki je to pomeni totalni yin-yang, če gledam 2020 pa 2021, trebaš totalni yin-yang narediti. To vam svetujem. Raki. Raki imate za dobro manifestacijo, aktivacijo preteklosti. Nadangel Kamuel v kombinaciji tudi z Rafaelom. Kva? Bom razložila. Raki bojo imeli angeli pritožbe nad mano, ful. Žalite se njim, to so oni. Raki, vkolikor hočete nove okoliščine, jih ne rabite manifestirati in ne rabite na njih delati, ker so že tukaj, so že pripravljene, samo še energijski tok med tabo in temi energijami se ni odprl. Vmes stoji prepreka in ta prepreka je še nekaj iz preteklosti. Poglejte, kaj vas je v 2020 se plazali za vami kot spomini iz preteklosti, stvari težke, ki so se vam zgodile, pa travme, pa tako naprej. In v bistvu ne rabite nič aktivirati za 2021, ker je že aktivirano. To je dobra stvar. Energijsko gledano lahko dobite, evo dobra novica prihaja, angeli vam odobrujejo to, videla sem zeleno kljubico, tako kot ona ikonca, ki je na Facebooku, štekaš? Videla sem zeleno kljubico, ampak samo med tabo pa tem nekaj stoji. Ti mi rabiš samo uvero, shekati, kaj je, in jo rabiš samo umakniti. Štekaš? To mi rabiš narediti. Poglejte, kaj iz preteklosti vas še vedno preganja. Če to naredite, odprete sam energijski tok do te zelene puščice. Potem imamo levčke. Levi. Levi bi... Valjda morajo levi vedno nekaj fajn imeti, ne? Ne, se vam prvošma, ampak vedno imate nekaj fajn. Levi imate neke angele, ki prihajajo iz Atlantide in ne vem, kako jim ime povedam. Skratka, neki angeli iz Atlantide z nekimi čudnimi imeni so. Kako naj te predstavim? Skratka, te angeli
vam želijo povedati, da bo 2021 za vas zelo vizionarsko, kar pomeni, da boste neke take stvari videli pa prizemljevali, da bo cel svet že malo dojel kot abstraktno, res neka nova znanja, nekaj tako čist drugačnega, kar je super, pa vendarle ob tem daru, kad ti te darovi grejo, zna biti to zelo tako, veš, kaj je en velik bazen vsega in zelo mi pazi, da samo zemeljsko dovedeš fokus. To pomeni, da ko ti vse to pada na glavo, kar je fajn, izbereš eno stvar in jo v popolnosti dokončaš in greš potem drugo. Rabila bi od vas konkretne sistematične korake, zaključka in konca te širše vizije na zemeljski ravni. Ker to je toliko široko, to je toliko velik razpon, to so taki darovi, pa vendar le, če se dogaja vse preveč naenkrat, ne moreš se naenkrat narediti, pa pol lahko ta energija zvodeni. Fino bi bilo, da te vizije vzamete, in da jim določite, tukaj se začnejo in tukaj mora biti konc in delaš samo na eni viziji naenkrat, ko priješ do njenega zaključka in si zadovoljna z rezultatom, takrat greš pa pol naprej. Ne rabiš skrbeti, da bi ti druge vizije vmes odšle, lahko si jih samo, da imaš en zvezek, si jih samo zapišeš in to je to. Ne bojo ti odšle, bojo komunicirale s tabo. Ampak ta sistematika bi ti pa ful dobro prišla. Device. Videla sem vaše grlo, videla sem noter neko rožnato rožo, kar pomeni Metatron nadangel Metatron v kombinaciji z nadangel Ariel. Verbalne sposobnosti se vam bojo še izboljšale. To pomeni, da boste dobili neke darove v glas, kar pomeni, da lahko uspešno predavate ljudem, jih inspirirate, se pogovarjate. Več bi vas rada videla dajati svoja sporočila ljudem s pomočjo vašega govorništva in z razvojem vaših govorniških sposobnosti. Veliko tega boste imeli. Prijetno vas bo poslušati, dobili boste poseben nek žameten glas, nekaj prijetnega, da ko vas bo človek poslušal, bo kar razumeš? In če boš to aktivirala, boš videla, da bojo ful močna sporočila v bistvu čez tebe govorila. Ful močna. Jaz bi ful rada, da daš to v svetu, ker svet bo rabil. Tehnice. Tehnice se vam bo pa aktivirala dodatna samozavest. Imate kombinacijo nadangela Zadkiela, v prvi vrsti pa potem še Mihaela. Mogoče Zadkiel ni tipičen za to, ampak hej, kdo sem jaz, da bi mu govorila, zakaj lahko dela in zakaj ne. A štekaš, če se vas je zbral, je to the best. Zadkiel ti prihaja, da ti da ne boš nikoli več v svoji glavi tehtu, ali lahko nekaj narediš ali ne. Veliko bo poudarka na samozavesti, da ti to zmoreš in da kar greš. Kot tudi kakršnekoli tehnike, ki podpirajo samozavest, voditeljstvo, bi bile prave zate. Torej, ne pravim, da ne imeti duhovne rasti, valjda, da ne, ampak jaz bi tukaj še veliko osebne rasti dodala. To pa res fajn. Ogromen samozavesti lahko dobiš in v svoji koži se lahko ful boljš počutiš. Škorpijoni, vi, vse ok glede manifestacije, se pa želi za vas aktivirati dodatna energija fizične podpore v obliki tvojega telesa in zdravja. To imaš. Vse, kar hočeš manifestirati, če ti bo telo močno, če se boš dobro v telesu počutila, pol se šiba, zato ker bo iz tvojega telesa se sproducirala ta energija, bum, šla ven in naredila darmar. Zato bi rada, da v tem letu s tabo bo kombinacija večjih angelov je,
Jaz sem pričakovala Rafaela, pa ne moram glih reči, da ga tukaj čutim. Bolj čutim nad Angela Jeremiela, kot za neko odločnost in tudi kombinacija nad Angela Mihaela. Veliko jaz imam nad Angela Mihaela. Rada bi, da se našportaš, razstrupiš, spremeniš prehrano, res, tako čim manj mrtve hrane, mogoče lahko premisliš o vegetarijanstvu, veganstvu, nekaj izmed tega, fajn bi ti bilo, ampak šport, aktivnost, antistresne tehnike, gradnja močnega telesa, to izkleče narediš se ti samodejno sprož manifestacija, tako aktivacija fizične moči in kot da bo tvoje telo šlo še na nek nov nivo, to ti rabiš za 2021, na tem bi mogel biti fokus. Tudi če treba nekatere stvari dati na stran, a veš, zato da greš ti športa, ta pa recimo, ok, to bi ti bilo ful dobro. Okay? Če pa že športaš, definitivno pogledaj nekaj še pri prehrani, definitivno pa tudi sprostitvene tehnike, skratka, če to narediš, vse ostalo sledi. Ostale okoliščine bojo tekle, to me ne skrbi, ampak ker bo 2021 bo zelo tako, veš, ful bo, gor dol, in to vas škorpion zna zelo metati, pa ratate nejevoljni, to bi vas bilo pa škoda. Zato ti močna telesna energija zagotovi, da se ti paci ne dogajajo, ker se rabiš pol skozi pobirati ven iz tega, štekaš. Godet. Strelci, vam se bo aktiviral nov vrednostni sistem, na katerem se bojo postavile ali nove karijere, ali novi odnosi, tako naprej. Skratka, kot da boste naredili neko oceno, do zdaj sem v življenju z duhovno rastjo in z vsem, kar sem prišla do te točke, kaj pa zdaj? In ful bi bilo dobro, da pogledate, kaj so res do tega trenutka, do te moje rasti, kaj so zdaj res tisto, kar jaz mislim za sebe, seveda, moje vrednote. Kaj jaz mislim, da je prav, da se dela in kaj jaz mislim, da se ne dela prav. Tisto, kar misliš, da se ne dela prav, pri tem ne smeš sodelovati, tudi če ima za tebe kakršnekoli koristi, ker enostavno ne, to bi ti rušilo manifestacijo. Postavi se za vrednote in tiskaš v glavi, to je prav in to ni prav. Razumeš? Za tebe, seveda, za tvoje življenje. In če rečeš, tole tako je in se tega držiš. Ne upogibi svojih vrednot, zato ker bojo pa karmične nagrade ful močne, če to narediš. Okay? Ful močne. Pa smo prišli, nisem kakšno znamenje spustila, po mojem, da ne. Tako da, to je tisto, na kar bi jaz šla. Oni, ki hočete delati z angeli, seveda pri nas imate tam na naši spletni strani spletni dogodki, spletni programi, imate prijateljstvo z angeli, imate 12 angelskih aktov za novo usodo, torej za 2021, 12 korakov, 12 vaj, 12 meditacij in 12 video učenj z moje strani predavanja. Skratka, številne stvari imamo, res, začenjamo tudi s programom za razreševanje podzavestnih vzorcev. Me zanima, če kdo dosti pogumen in hoče z novim letom to spustiti. Unika ste, pogledajte si vse to in še več na potovanjeduše.si. Želim ti eno super kreacijo, da so angeli in energije na tvoji strani in seveda tudi mi bomo celo leto skupaj, vsak teden s tedenskimi sporočilami, vedno vas kaj presenečamo in vabljeni ste seveda, da z nami to delate, zato ker smo pace in da smo v radi. Skratka, to je to. Vse najlepše, se vidimo, slišimo in čao.